Spoštovane občanke, spoštovani občani. November je za občino Sevnica praznični mesec. Vsako leto napolnjen z dogodki na mnogo delovnih in ustvarjalnih področjih. Razmeram primerno se letos počastitev praznika srečujemo v virtualni obliki. Čeprav to ni pristna zamenjava za iskriv pozdrav in stisk roke, je nujen način in zagotovo tudi primeren odziv na potrebe te nove realnosti, ki nas je prežela v vseh segmentih dela in življenja. Spremenile so se utečene poti obveščanja. Bistveno večjo vlogo je pridobil splet z družbenimi omrežji, ki nam pomagajo ustvarjati alternativno skupnost. Občina Sevnica jih intenzivno uporablja z namenom posredovanja kakovostnih, verodostojnih informacij, ki so še posebej v kriznih in negotovih razmerah ključnega pomena. V samem začetku leta izzivov in preizkušenj, ki so nas zaznamovale kot občino in državo v evropskem in svetovnem merilu, še nismo občutili. Vstopili smo v leto s sprejetim proračunom, pri čemer so bila razvojna pričakovanja omejena glede na obseg povprečnine, določene z državnim proračunom. Zastavljeno tekoče delo tako v sklopu rednih kot razvojnih nalog pa je v mesecu marcu porušila epidemija COVID-19. Celotno Evropo in svet je premaknila na neznano pot. Enoznačnega odgovora na dogajanje ni bilo. Vsakdo je ravnal po najboljšem znanju in vedenju. Prvi val epidemije je bil v mnogih pogledih velika neznanka. Nujni so bili hitri odzivi. Ustavitev javnega življenja je za nekaj časa delno ustavilo tudi življenje gospodarstva. Po vzpostavitvi varnega načina dela z majhnim tveganjem za okužbo se je redno delo v vseh segmentih nadaljevalo. Drugi val epidemije je občina Sevnica prizadel zelo. Virus je zelo agresivno vstopil v Trubarjev dom upokojencev v Loki. Vsem zaposlenim v domu se zahvaljujem za izjemno skrb, požrtvovalnost in odgovornost. Breme, ki ga prinašate, je izredno veliko. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki na kakršenkoli način pomagate pri razreševanju krizne situacije kjerkoli. Verjamem, da bo drugi val epidemije čim prej obvladan. Kljub temu se v sklopu štaba civilne zaščite pripravljamo tako na vrnitev v normalno stanje, kot tudi na morebitno zaostritev. Vzdržnost druženja in upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov sta edini način za omejitev širjenja okužb. Leto 2020 pa ni samo življenje z virusom, ampak šteje tudi številne delovne dogodke, ki so izboljševali kakovost življenja v okolju. Vsemu dogajanju navkljub šolstvo in predšolska vzgoja tečeta ob velikih naporih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na prilagojen način. Trenutno smo v gradnji prizidka k vrtcu v Sevnici ter v fazi priprav na realizacijo ukrepov na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva, ki jih je za prihodnja leta potrdil občinski svet. Spreminjanje in oblikovanje prostorskih aktov je stalnica in je osnova za investicije na javni infrastrukturi, javnih objektih, podjetniških investicijah, večstanovanjskih in individualnih stanovanjskih gradnjah. Proces usklajevanja prostorskih aktov je vse zahtevnejši, tako s strokovnega vidika, predvsem pa z vidika družbe in okolja. Razvijajoče se urbano okolje oblikuje nove potrebe. Težnja k izpolnitvam potreb vsakega posameznika pa vedno ni mogoča. Družbeno-politična odgovornost pa je, da v okolju dosežemo ustrezne rešitve v procesu usklajevanj. Razvoj infrastrukture je stalnica, tako vlaganje v cestno kot tudi vodovodno in komunalno infrastrukturo. Prednosti in nujnosti urejene in razvite infrastrukture se zavemo šele v kritičnih trenutkih. Ponosni smo lahko, da optično omrežje v sevniški občini deluje že 7 let. Zagotovo je v vseh teh letih prav letos prišlo najbolj do izraza. Bodočnost je na strani pogumnih.
Pogum je tudi to, da razumemo ukrepe stroke in cilje vlade v tej epidemiji. Predvsem zato, da bomo čim manj prizadeti in da bomo čim prej išli iz tega stanja. Zelo pomembno je, da procesi na področju gospodarstva in šolstva ter na vseh drugih področjih ne zastanejo, temveč da se zgolj prilagodijo. Zagon popolnoma zaustavljenih dejavnosti bo zahteven, zato moramo razumeti, da je potrebno prilagojeno krčenje. Protikoronski zakoni so na tem področju bistveni. Občine smo v aktualni vladi dobile aktivnega sogovornika. Dvignjena povprečnina in drugi ukrepi so izboljšali sodelovanje in okrepili zaupanje med občinami in vlado. Odgovor na krizno dogajanje je delo in aktivnost v okviru možnega. Zato tudi občina Sevnica redno izvaja vse svoje obvezne naloge in zelo aktivno oblikuje razvojne vsebine na vseh vsebinskih področjih, med njimi na šolski in predšolski vzgoji, cestni in vsej ostali infrastrukturi, črpanju evropskih sredstev, stanovanjskem področju in številnih drugih. Ocenjujem, da je leto od praznika do praznika v poslovnem smislu uspešno in je rezultat odgovornega, preudarnega proračunskega načrtovanja, ki je vključeval vsa področja občine in vsa področja dela. Ustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje in delovanje je usmerjeno v vse družbene skupine. Uspešno izvedeni projekti pa so gotovo lahko razlog, da občinski praznik razmeram navkljub ostaja priložnost za zadovoljstvo ob novih pridobitvah in posodobitvah, ki višajo kakovost življenja v lokalni skupnosti. Ob tem vas povabim, da si vsebinsko širino pridobitev ogledate v dokumentarnem filmu ob prazniku občine Sevnica 2020. Za dobro sodelovanje se zahvaljujem občinskem svetu občine Sevnica, sodelavkam in sodelavcem občinske uprave, predstavnikom krajevne skupnosti, javnih zavodov in podjetij. Hvala vsem vam, spoštovane občanke in občani, ki z aktivno družbeno odgovornostjo prispevate svoj del k prijetnosti bivanja. Iskrena zahvala vsem, ki v okviru gospodarskih družb in drugih področij ustvarjanja dobrin opravljate svoje vsakodnevne zadolžitve. S tem zagotovo dajete tok dela in življenja, hkrati pa pomembno prispevate k omejevanju kriznega dogajanja. Za izjemno delo se zahvaljujem vsem zaposlenim v zdravstvu in v domovih za starejše, pripadnikom civilne zaščite in gasilskih organizacij, izvajalcem pomoči na domu, zaposlenim v šolstvu in predšolskem varstvu, prostovoljcem in vsem drugim, ki z izjemno mero odgovornosti in solidarnosti premagujete velike izzive letošnjega leta. Iskreno čestitam vsem prejemnikom letošnjih občinskih priznanj. Hvala, ker ustvarjate prijetno, urejeno in k napredku naravnano skupnost, ki zna in zmore medsebojno povezovati, sodelovati in spoštovati. Največja želja ob prazniku vsekakor je, da skupaj še naprej solidarno in enotno delujemo v smeri varovanja zdravja, da uspešno presežemo zahtevno preizkušnjo pandemije. Verjamem, da bomo skupaj uspešni. Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica vam želim.